In seveda, ko so to počeli, so planet ustavili, ne, in dovolili, da so se morja razvila čez kontinente, in ob tem, ko se je to dogajalo iz zraka, seveda iz ladij, plovil, opazovali, kaj se dogaja. Pričakovali so, da bo takrat človeštvo nekako prenehalo obstajati, pa smo preživeli tudi to, ne. In takrat 65 milijonov ljudi, lahko rečem, niso bili več pravi ljudje, ne, bili so že potomci pravi ljudi, ne, kromanjonski ljudje, raznih rasnih civilizacij, kot jih danes poznamo. Ti ljudje so seveda v številu 5 milijonov preživeli, niso nas uspeli izničiti, ne, ta planet je vendarle naš, vedno človek najde način in sredstva, da preživi, ne. Ko so to počenjali, smo pisali nekako 12.800 let nazaj, in ker so videli, da to ni uspelo, so se kasneje, leto in pol do 2 leti, po tistem, ko se je voda seveda razvila, spet spustili na površje, ne, in seveda pričeli ponovno z nekim vladanjem, izkoriščanjem, ne, in peljali človeštvo naprej po njihovih načrtih, kot smo se znašli tudi danes. To, kar imamo, pa gledamo lahko na ekonomijo, na plačilni sistem, banke, religije, politike, institucije, tajne službe, nekaj vse, ne. Kontrolo, skratka, absolutno kontrolo, vse to ni naše. Ne. Bitja, ki upravljajo še zdaj s planetom, če tudi jih imenujemo elita, to niso ljudje, ki imajo boljši pedigre, niso več vredni ljudje, čeprav po materialni teži tehtajo zelo veliko, ne, vrstijo si 2,5 milijona ton zlata, ki ga imajo seveda v zasebnih centralnih bankah velikih držav, privatna last, družini, ki prednjačita, ki imata največji delež, ki mogoče bi slišali, to so Rockefellerji in pa Rothschildi v Evropi, Rockefellerji, ameriški kontinent in Azija, ne. Vsi ti upravljajo preko bančnih sistemov, preko korporacij, tudi preko farmacije, kar zadeva zdravstva, ne, s človeštvom, in mu nudijo to, kar seveda se njim zdi vredno ponuditi, ne. Človek to sprejema in sprejemamo seveda novosti, ki pa nam iz desetletja v desetletje zmeraj bolj škodijo. Ko gledamo tehnologijo, je to tehnologija, ki se nam zdi moderna, vendar zmeraj bolj oddaja razne škodljive žarke, infrardeče, kakršnekoli že, ne, in seveda s tem vpliva na naše celice, na našo zavest, naš um, ne. To se pravi, preko tehnologije, preko zdravil, preko vsega tega, kar imajo, te vzvode, upravljajo z nami in z našo zavestjo. Tega jim ne smemo več dovoliti in seveda, ko se bo to zgodilo, ko bo ta 22. december prišel, ko bo malo, ne, časa je še zelo malo, ni potrebno za to nekih priprav, ne, mogoče se sproščati, nekako ne se spuščati zdaj v te kakšne večje projekte starega sistema, ker so nesmiselni, ker ne bodo izpeljani, ne se obremenjevati, ne se nekako spuščati v stresne situacije, ne okolju dovoljevati, da vam mogoče počenja kaj slabega, ne, se še potem odstranite. To je edino, kar je pomembno, ne, odprite srce na široko, ne, prihajajo energije, ki so, kot sem rekel, v začetku najčistejše, to so tudi duhovnosti imenovanje energije ljubezni, znanost jih je obeležila z gamma frekvenco, 10⁶, 10⁷ imajo frekvenco, to je visoka potenca, ne, milijonkrat višja, nekaj nam znanje tajšne frekvence, ne. Tako da ta energija nekako pripada vsem nam, priložnost boste dobili prav vsi na tem planetu, ne bo izjem, ni podkupnin, ni korupcije, ni vid povezav, nekako energij se prevarati ne da. Ne. Tu gre za čistost, za poštenje, za povsem enakomeren odnos in pristop. Ne. In seveda iz tega vidika gledano tudi se nimate česa bati. Tako da, ko se bo to zgodilo, boste nekako v eni vrstanju mogoče razmišljali,
razmišljanja, drugi v stanju zaspanosti, tretji boste v stanju, da se vam tisti dan ne bo ljubilo prav nič, nobenega dela se ne boste prijeli, ne bo vam niti mogoče do družbe, odzivi bodo različni. Tisti, ki se bodo pač upirali in tisti, ki seveda tega ne bodo želeli sprejeti, bodo pa doživljali tiste dneve glavobole, dušenje v prstih, v sami srčni čakri, nekako tudi v violeni čakri bodo čutili kot medij, ki ga dolcate. Ne bo jim lepo, ne bodo znali, ne bo se zroka na to, zatekali se bodo po pomoč, seveda medicina je zato tako nudi pomoč, vendar nekaj diagnoz pravi ne bo, ker to ni bolezen, to bo nekako stanje, energetsko stanje vašega telesa, medicina veste, da ne posega, vedno je potrebno nekaj fizičnega, da se da to popravi, energijske zdrave, medicino žal ne da. Tako da to so nekako ti znaki, ki bodo v osnovi prisotni in naj vas ne presenečajo. Sploh, če si želite to opraviti, potem nimate pravzaprav veliko za skrbeti in še manj, da bi moje informacije danes izvenile vprašljive, ker ni moj namen, želim vas le ne samo upogumiti, ampak tudi spomniti na to, kar boste doživljali in takrat, ko bo ta informacija prisotna, se boste mogoče lažje vklopili v te zadeve, te energije in seveda se bolj pravilno odločali, kaj boste storili sami seboj, svojo dušo. Ko sem prej omenjal variante, je bilo govora o tem, ki jo poznamo, to je fizična smrt, to je najenostavnejša, sicer tega bo veliko, vsi tisti, ki seveda ne bodo to sprejemali, se bodo znašli v nekih čudnih situacijah, predvideva se, da bo 3 vali odhodov ljudi iz planeta, to ne bo več tako mučno, ne bo takšno trpljenje, kot je zdaj v bolezni, bo drugače, tudi duša sama, ko se odloči, da zapusti planet, nekako niti ne joče, niti ne želuje za svojci za ničim, ni navezana in ti, ki se bodo poslavljali, seveda s hvaležnostjo, da se smeli dobivati in seveda se vračali svoj pot na svoj izvor, kar pa duša praktično zelo dobro pozna in zmeraj se vrača na isto mesto, odkud se kasneje spet nekako odloča, kam jo bo pot vodila, kam bo šla iskat, nabirati nove izkušnje, na kateri planetu zvezdje se bo nekako spustila in seveda tam doživljala to, kar pač v tisti inkarnaciji rabi in seveda kar nekako išče, kajti duša je podoba malega 7-letnega otroka, če bi vam energije, ki nekako je vesele narave, je poštena, je čista, ljubi resnico in kot duša tudi seveda non-stop nekaj raziskuje. Nekaj bi rekel, če mogoče o naši vladajoči eliti, kot se prej omenil, kakšna bitja so to, kdaj so tukaj, zakaj, kaj vse so počela, kaj počnejo z nami danes, da vse manj. Načrti so zelo zalomili zadnja leta in se jim več ne resniči. Tudi zakaj, sem povedal. Vsi veste, da nekako določen sloj ljudi na planetu obstaja sloj ljudi, ki ima seveda oblast, ki ima privilegije, ki ima težo, da tako rečem, v nekem smislu, sploh, kot sem prej omenil, finančno, materialno, ki odloča o marsičem v naše dobro, ne da bi vedeli, kaj je za nas dobro, v imenu skupnosti, nas je 7 milijard, njih je v operativnem smislu le 6000, pa vendarle kontrolirajo prav vse, slehernega izmed nas, vsi imamo neko davčno ID številko, neke kartice, vsi smo v nekih evidencah, zdaj, ko je internet tako razširjen, te evidence se sploh ne brišajo, to ostaja na strežnikih, dokler bodo še delovali. Te evidence njim pomagajo seveda
razmišlja in vsake toliko desetletij ali pa let nekako umeščajo med nas določene projekte, se pravi, dobimo neke nove stvari, nove ideje, ki seveda oni sami sprejemajo kolektivno. Ta bitja, moram reči, ki vladajo, menjavajo telesa, gre pa za tiste duše, ki prvič niso z našega izvora, izvori imajo v zvezdi Orion, so drugačne, nekako bitje, ki tam upravlja s temi dušami, še sedaj je njihov Lord Jehova, da ste slišali, Jahve je tudi drugi naziv, gre za isto bitje, odvisno, kateri dan je na kakšen mnogo stav, kako je delal, torej dobra, slaba dela, žal več slabih, čeprav skozi indoktrinacijo, skozi pojavljanje, ko se je pojavljalo tisočletja nazaj, kot Bog, božanstvo, že Abrahamov, tam v preteklosti, Mojzes, kaj ste slišali, nekdo na morje razširil, vse to je bila ta igra, takrat scenarij, ki nekako predvsem, ki domujejo predvsem na planetu Nibiru, kot ste slišali, to so Arkoni ali pa Nunaki, opisujejo stara Sumerija, delno tudi Egipt. Tako da ta bitja so nekako po poreklu vojščaki, ne delajo, mislijo, da so rojene samo da vladajo, vedno iščejo planete, ki so nekako poseljeni s humanoidi, s človeškimi vrstami, ki nismo edini. Tako so tudi Zemljo 450 tisoč let nazaj, enako kot ostale, kolonizirali, zelo na fino, marsikaj so ta čas počeli, in takih najslabših stvari je bil tako to, ko se ga prej omenil. Tako da ta bitja nekako mislijo, da mi kot nižje dušne vrste moramo ostati v podrejenem položaju, da smo v njihovem smislu, v njihovem pogledu suženi, da moramo delati za njih, da nam pa to prezentirajo skozi nek sistem, kjer mi seveda sprejemamo vse to, kar nam naložijo, da se držimo pravil, da jih izpolnjujemo, v nasprotnem primeru se nas sledijo sami sebi. To je čisto njihova tipična lastnost. Ta bitja niso ljudje, to nismo mi, ta bitja so vsi ljudci na planetu, tukaj so že predolgo in zdaj, ko prihajajo te spremembe, ko nekako naše osončje preide v ekvatorialni pas energiji velikega centralnega sonca galaksije, sem prej omenil, ta pas energiji bo izničil praktično njihov vpliv, vse njihove stvaritve iz davnine, se pravi, gre za mreže, signalne mreže, ki so izgradili ta čas, govorimo o bitih Oriona še vedno, mreža okoli samega planeta Zemlje, ki je ves čas aktivna, mreža okoli nebesnega telesa, to se tegi Luna, ni naravno telo, Luna je telo, ki ni naše, pripeljali so ga 11.935 let nazaj, seveda so ga pripeljali v neko večno silo, strakovskimi žarki, ki to znajo, iz Oriona, četvrta Luna, planeta Čapka je tudi tam, to je zdaj naša Luna, bo tudi odstranjena, tudi hologram odstranjena, čez leto dni. Tako da ta naša Luna, ki jo pač poznamo tako iz astronomije, je odigrala ključno vlogo pri kontroli planeta, kajti noter je bivala posadka 10.000 bitij, ki pa vsi poznate kot tiste manjše, z velikimi očmi, mali sivi, Grace, ki pravijo, to so nekako bitja, ki niso identična bitjem planeta Nibiru ali pa zvezdja Sirius B, temveč so izvirajo iz zvezdja Zeta Reticuli, ki se prav tako nahaja globoko v Orionu, niso njihovi operativci. To so bitja del tistih, ki so na Zeta Reticuli, ki so nekako predstavljeni, z njimi sklenila sporazum, da bodo za njih delala in da bodo se zato dobivala določene privilegije, usluge, kakorkoli, denarja nimajo, mi smo edini, vsaj nekako v tem našem delu vesolja,
govorimo o naši galaksiji, o Andromedi, pa še posebej, ki sploh imamo denar, nikjer ne obstaja več. Tukaj je res Zemlja svojstveni planet, imamo še religije, ki tudi ne obstajajo, imamo politične zadeve, ki sicer obstajajo, da vendar so povsem na drugi ravni, na bolj pošteni ravni, na kolektivni ravni, porazdeljeni med oba spola, spole obstajajo povsod, tako kot na Zemlji. In ta bitja imajo znanje, seveda, ki so ga nekako potopu Atlantide, ko so se reševala, prinesla s seboj, in so ga pridno skrivala in zdaj ga tisočletja že koristijo. Dejansko proti nam niso bitja, ki bi nas marala, ki bi nas ljubila, ki bi skrbela za nas, temveč samo gledajo, da imajo od nas čim več. Nekako nas izčrpavajo, ne samo fizično, kot sem rekel, delamo za njih, izčrpavajo nas tudi energetsko, ker so drugačna, njihov DNK ni enak našemu. Znajo to, človek, ko sproža adrenalin, negativna čustva, pododaja zelo nizko frekvenco, ta bitja, ko so med nami, ker imajo našo podobo, seveda asimilirajo te frekvence in to ni predstavlja posebno afrodizija. V tem smislu delujejo in seveda rezultate, ki pa človeštvo dan skozi fizično delo nekako akcesirajo s tem, da je za temi rezultati velik dobiček. Vse, kar se dejansko ustvari, največji del profita se steka njih. V centralne banke, nekako te banke so privatne, kot sem rekel, privatno je njihovo zlato, posojajo denar in zlato državam in seveda so nad zakonom. Noben od teh bitij ni bil še aretiran, ni bil zaprt, redki med njimi so doživeli kakšen atentat, pa še to so bila predvsem bitja, ki niso bila njihova, Kennedy primer, pripadnik plejadanske civilizacije, ki je hotel razbiti to mrežo, kot ni uspelo, tam je bil primano. Tako da ta bitja, ko so prišla na planet, slovili, človek je bil zelo, zelo preprost, poljedelec, rokodelec, ni videl drugega kot to, kar prihaja z nebesa, da je to božanstvo ali Bog, in seveda to tudi tako pojmoval, klečal pred njimi, kar nas ni bilo več tako, in jih je smatral kot neka višja bitja, sprejel jih je kot vladarje, ko so ta bitja to videla, da so se tako izkoristila in so tisočletja vladala, primer, zopet Egipt, Sumerija, to gre predvsem za dva ta ekstremna primera. Tako da imate obilo artefaktov, dokazov, eno od teh so tudi piramide, ki so jih umeščali večino po potopu Atlantide, tega nazaj je 2400 let, se je to zgodilo, sami so prišli, sami seboj v vojno takrat, nekako kombinacija teh civilizacij na Atlantidi je ta, da so se sporekle, vseeno, čeprav so bila bitja više vibracije, živela so na 3D planetu na Zemlji, jih je zgleda ta bipolarnost vseeno toliko zamajala, da je prišlo do vojne, da je prišlo do napadov tudi na ta kontinent, da je razneslo veliki njihov takrat nuklearni reaktor, in da je iz vsega tega seveda nastal konec kontinenta, potop. To vse leži na dnu morja, še danes je vso tehnologijo več. Omenil bi o tem, če da je obstajal kontinent, ki je bil nekako formiran, ustanovljen še prej, 100 000 let nazaj, ko so prihajali iz ozredja Plejad, ljudje, humanoidi, naši nekako sosedje, ki niso tako blizu za nas, ki smo jim najbolj podobni, od katerih imamo največ v smislu naše DNK, mislim na sestavo DNK, mislim na kodo, ki jo imamo v DNK, ki je nekako skrivna, ta koda je v znanosti nekako ovirala znanstvenike, da so potem rekli, da je to prazno, da so to smeti, junk, da so Ameriki tako znašli, da je nepomembna,
koristimo 3% te kode, 3% možganov, pa vendarle živimo, ukvarjamo, meditiramo, nismo kar tako, ne. In zamislite si, daj, ko se bo ta koda aktivirala, to bo tisti 22. december, ne, ko se 97% kode namerava odpreti, aktivirati, ko bo ta koda delala za vas, ne, ko se bo v tem odprl centralni spomin, v katerem imate shranjene mnoge podatke, večje, ko so najboljši računalniki, agencije NASA ali podobnih Pentagona, ne. In pa, ko se bo v tem začela spreminjati sama DNK, kar ne bo bolelo, boste to sicer čutili, ampak to ne bo bolečina, ki jo poznamo pri medicinskih posegih ali kaj takšnega, povsem drugačna, ne. Vsi boste vedeli, zakaj gre, tudi že danes niste tukaj, pa si to želite, ne, tisti, ki ste tukaj, imate še prednost, ker ste informirani. Če si tega želite, boste to takrat tudi spoznali, seveda odprli ta paket znanja, ki je obilen, ki ga ima vsaka duša, ne, in je darilo varstva, tam, tako da pravzaprav naše duše, naša eterična telesa, zavest, vse, kar imamo, razen 3D telesa izvirajo. 3D telesa imamo nekako programsko konstruirana, ne, ko so 285 let nazaj našo vrsto Homo erectus pričeli, ta ista bitja, mislim, iz Oriona, pravijo tudi reptilije, brazilci, ker so drugačni, ljudskasti, ker imajo svojo formo, ki ni podobna naši, ne, ker nekako vedo, da jih mi ne bi sprejemali, je pa njihova zavest višja, vibracija od naše, štejemo za interdimenzionalna bitja, niso bitja prvega nivoja, 4. vibracije. Mi, ko bomo doživljali preporod, bomo nekako se povseli na 5. do 6. nivo 4. vibracije, se pravi nas, njih, to oni dobro vedo in tega se bojijo. Ker vedo takrat, pade nekako njihova piramida, pade njihova vladavina, in pade njihova oblast in kontrola. Vse to se bo v naslednjih mesecih zgodilo, ne bodite presenečeni. Ko govorim o teh bitjih, ta bitja z zavestjo nekako formirajo preko svojega starodavnega reptilskega telesa našo podobo hologram in seveda lahko ga primete, da imajo ravno tak meso in kri, so ravno tak ranljivi in umrljivi, nobena izjema. Sploh zdaj, ki je zelo strah, ko smo to odkrili, tega je nedolgo, nekaj let, čeprav stare civilizacije pa eto poznajo tisočletja, kdo so, kaj prekrivali, pa vendarle še zdaj je dovolj časa, da to spoznamo vsi, nekje 2,5 milijarde na planetu ljudi že to pozna, koliko sem informiral, tudi vi ste med njimi, vsaki državi potekajo predavanja, vezda v srcu sistema, kot je ZDA, je potrebnih več predavanj, več takih ljudi, je množica veliko večja, to je tudi srce reptilskega iluminacijskega sistema, ta država bila je ustanovljena pomotoma oziroma skrivaj, takrat, ko je bil planet izven kontrole, bi rekel, biti svetlobe, naše družine. Pošiljali so nam razna bitja, primer Napoleon, Hitler, za iste duše, delali so razdor, delali so vojne, vse to so scenariji, ko pa govorim o njihovi organizaciji, moram reči, da so res organizirani v obliki piramide, da ta piramida v njihovih glavah obstaja non-stop, da točno vsak ve, kje se kdo nahaja, kje so tudi sloji, imajo svoje niže sloje, to so njihovi operativci, nikakor pa ne služni, to je samo človek, mi smo čisto spone, ki se prava posi, kjer teče voda, tam so nas umestili, pa vendarle temu ne bo več dolgo tako. Ta piramida nekako ima vrh, ima močan srednji del, ima svoje nižine, kjer smo mi, in ima močne temelje. Ti temelji nekako niso fizični, sestavljajo sicer njihova bitja, pa vendarle potekajo, nekako krepijo celo piramido energetsko. Imenujemo jih kabala, bitja, ki so v teh bazah, ki so skrite baze,
kavalisti, poveljuje jim zelo znan človek, George Bush senior, oče mladega Busha, on je ljubiteljsko bitje, drakon po izvoru, enako kot kraljica Elizabeta, družina Windsor. To so bitja iz Alfa Draconis, globoko v ozvezdju Oriona, 750 let bivajo in se seveda vračajo na planet kot iste duše in samo menjavajo telesa oziroma naše holograme, našo podobo. To je njihova lastnost, da so bili ves čas nad nami, da človek ni mogel vedeti, da to niso ljudje, vsakdo je največ mislil, to so ljudje, ki grejo s preteklostjo, ki je takšna drugačna od naše, ki so določeni, da vladajo, rodijo so se kralji, pa vendarle je to vse skupaj velik scenarij, ljudstvo, ko je to razmišljalo, je živelo, znači bo še dan živi, v veliki iluziji. Ta iluzija ni, in tej iluziji ni bilo videti konca, in sedaj so jih dnevi šteti, ko se to dogaja, ko se ti pojavi, nizajo, te agencije, zelo skrbno spremljajo, podatkov ne dajo, ko pa nekako bo to počiščeno, mislim na Kavalo, ki je njihova glavna potvora, to so podzemne baze, v toku je akcija naše družine, naših zaveznikov, njih bo malo kasneje, ki so avgusta meseca letos poslali na planet 2100 svojih izurjenih, visoko izurjenih agentov, 4 in 5 bitja, višje frekvence kot smo mi, zato tudi sposobnejša in izurjena za te akcije vrstne in poiskali vse te baze in seveda jih že mesece čistijo, okrog 10 biti, nekako bližajo se koncu zdaj, zelo pomembno za naš premik, da to počistijo. Čistijo ta bitja, odstranjujejo iz planeta, in seveda, ker to niso ljudje, to je predvsem del civilizacije človeških reptilov, to so pa kloni teh drakonskih bitij, ki domujejo v zvezdju Sirius B, znamo Sirius A in B in C. Sirius A, to je zvezdje, ki je nam tukaj najbližje, če ne še malo predstavljali, da sem tega tudi sodobni let. Tam, kar obstajata planeta Toleka in Olivija, naprimer, ki sodelujeta z našo družino in iz katerih so nekako že pošiljali svoje duše ljudi na naš planet. Poznamo Jezusa, prav on izviral tam, poznamo Nikola Tesla, to so bili poskusni projekti, da se zamaja vladavina reptilov na zemlji, da jih seveda razkrijejo, vsa bitja so vedela, zakaj gre, Jezus je prav dobro vedel, Sonce je pogajal v Londonu, dvakrat z Windsori, Sonce je v Rimu se na to pogajal, ker je bilo še rimsko cesarstvo. Danes je na zemlji rimskega cesarstva seveda že kar 1970 let, nekako zakaj je začela formacija, cerkve, organizacija, uradno še leta 623, ko priznavajo, ko so tudi zdaj vidijo, prvi život. Nekako takrat je na istih temeljih rimskega senata, na istih energijah sezidana palača, ki jo imajo, isto ozemlje, gre za isto, imenujejo ga Vatikan, država v državi, kjer pa se nahaja dejansko tudi tempelj vladavine, vseh teh bitij Oriona, poznamo seveda Vatikan, televizije, ljudi časopisov, to je nekako skupaj kardinalov, papež in vso to osebe, ki tam deluje. Vsa ta bitja, ki tam delujejo, niso več ljudje, njihove duše so bile zamenjane, preden postanejo, preden jih seveda dajo na tak položaj, jih na to pripravijo, vsakega papeža, vsakega kardinala, tudi našega rodeta, so na to pripravljali, tudi on ima, kot edini Slovenec, zdaj drakonsko dušo, in je povsem programiran in voden. Tako da to belo krilo poznate, ne poznate pa najbolj črnega krila. Črno krilo ima prav tako zbor, pa se ne imenujejo kardinali, ampak se imenujejo jezuiti, to je sekta, dejansko za nas. To je sekta, ki ima vrhovno oblast na planetu, že iz rimskega senata, se to
gre za iste dragonske duše, vendar za druge holograme. Julius Gar Cezar, verjetno še nam ste videli, jaz sem videl v črnem delu Vatikana in danes seveda poseduje drugačne holograme. Šlo je za ista bitja. Tam ima seveda ta zbor teh 12 veličastnih, kot se oni sami imenujejo, njih reke 12 sivih glav, ki odločajo, imajo svojega generala, to je črni papež. Zadnji tak je bil Peter Hansen Kolbenbach, ki je nizozemski grof. V njem ni zapiskov, ni slik, ni nikjer objavljeno ničesar, se ne pojavljamo pred kamerami, logično, vse tajno, skrivno, pa vendar, da smo ljudje, nekateri smo uspeli zvrtati, zakaj gre, za kakšne stvari gre, kaj gre. Od tam se sprejemajo praktično vsi ukazi, kar se bo na planetu dogajalo, in se potem seveda razprostrejo na vlade, predvsem večjih držav, ki pa itak vplivajo na manjše, kot so na primer Slovenija. Ta zbor jezuitov, da rečem, sekta, je nekako v ciklusi svoje vladavine uprizarjala razne vojne, razne krize, tudi razna blagostanja, kot je bilo na zadnjih 90 letih, ko je bil denar, da ste ga potegnili nazaj, da nas nekako držijo v nižjih frekvencah, da ne bi odpravili tega prehoda, dviga zavesti, kot sem prej omenil. Poskušali so še marsikaj, tretjo svetovno vojno od lani 3-krat, zavezniki naša družina je 3-krat preprečila, nekako deaktivirali so jim 2000 nuklearnih silosov, ki prišlo tega atomske bombe. Vsi so izključeni, ne delujejo, Pentagon to dobro ve, nikjer ne objavljajo ničesar, samo molčijo, ker vejo, da je to za njih nekako višja sila. Sami direktivi so predčloveško vrsto v razvoju, približno 4700 let. Naša družina, Plejadanci, Andromedanci, Sirijanci, Siriusanci, sploh pa Arturijanci, ki so najbolj razviti humanoidi, pokrivajo med 6 in 9 dimenzijo, vse, kar se tam dogaja, se nahajajo pred nami 40 000 let. To je lahko samo pojmujete, kakšno tehnologijo imajo, kakšna, verjetno ne zdaj orožja, kakšne vzvode, prijeme, kje je njihova zavest naprej naša. Oni nam zdaj v teh letih pomagajo, od leta 2007, ko so očistili Duno, njeno posadko, 10 000 biti mali sivi, ko so očistili Mars, ki je takrat tako velika postaja, tudi skladišče, pa nas so seveda vozili to skupano za to, da ni. Ko sta ta dva nebesna telesa bila očiščena v leti 2007 in 2008, 10 000 na Luni, 110 000 na Marsu, notranjosti, tega niste videli, včasih so videli iz kraterja samo svetlikanje, to so njihove notranje baze, tudi tovarne, ki so imeli, seveda se dajo na določeno svetlobo. Nišče si ni upal pomisliti, da bi bilo tam kakšno življenje. Saj planeti so zunaj, ni zunaj. Mars pusti, seveda zaradi uničenja, ki je že prej do njih doletelo. Bile so vojne, 700 000 let trajajo te vojne, in so se kot za čuda, lani, kot prihodco leta, odločilna bitka je bila v našem sončju, in zelo bitra tudi končala. Do takrat naprej reptili nekako slotami ne napadajo več, da za naše sončje lahko to potrdim, ne poskušajo kolonizirati zemlje, da so poskušali ponovno. Vsi poznate mnoge splete, ki objavljajo razna sporočila, ki so kanalizirana, gre za Galaktično federacijo svetlobe. To so ravno ta reptilska bitja, ki zavajajo, manipulirajo in obljubljajo rešitelje, rešitve, atome pristanke. Vse to je gola laž, in temu seveda ne nasedate, kajti iz tega nič ne bo. Druga federacija, ki še obstaja, že tu razlika, je pa del te naše družine, izvira iz ozvezja Tauceti. Taucetijani so ljudje, ki imajo pač malo evolutivno na glavi, malo drugačne na te, ki so popolnoma nam podobni, in oni imajo seveda tukaj veliko vlogo, da nekako v velikem deležu svojega ljudstva pomagajo tej floti, ki se pa imenuje Galaktična federacija. Galaktična federacija svetlobe, ki je reptilska, Sirius B, pod poveljstvom Drakonov, seveda, vrhovni politiki, deluje 1000 let, medtem ko naša družina 5000 let,
Star Wars, tam opisujejo, da kanaliziran film, Plejad, medij je bil princesa Leia, človek v moderni jezik, ki je to sprejemal in potem to predal režiserju George Lucasu, ki je ta film posnel, to je resničnih vojna, nekako resnico opisuje ta film, gre za plejadansko-dragonske vojne, in nekako zdaj, ko se nekaj so se končale, ni več nevarnosti, ta galaktična federacija se zgodbe ne vzdaja več toliko teh sporočil, kar se vidi, da nekako ne bo uspelo, da nimajo stopa k nam. Če bi se to zgodilo, bi bili želani kolonizirani, njihove flote so mogočne, razvite, njihove nameni pa slabi, in seveda tukaj tudi iluminatov podpora, ki so imeli ideja v novem svetovnem redu, njihove order je predvideval, da nas ostane živih 500 milijonov, ostalo v sredo, na razne načine, in pa da bi si dobili njihove čipe. Da bi postali v nekaj 20 letih človeški reptili. Seveda njihovi operativci, ki bi potem seveda tudi zaposlovali na njihovih flotah in bi nekako stejali to kolonizacijo naprej. Teh drugih planetov obstaja veliko, govorimo 30 planetih, v naši bližini je še 21, so večina že vstopljeni iz podkolonijalne oblasti, reptilske rase, Zemlja se osvobaja in ko se bo to zgodilo, dobimo planet spet v svoje roke, mora več po 450 tisoč letih, zdaj smo civilizacija, ki je razvita, umsko in zavestno, se močno približujemo in v tem aspektu, v tem pogledu, pa vendarle se bomo zdaj zavedali, kaj dobimo, kako lep planet imamo pravzaprav, kako ga bomo upravljali, vse to znamo, veliko bolje od njih. Človek, humanoid, ki seveda izvorno vedano prihaja iz Svete Alije, tam so nastali, in se seveda selili po sveti, bodisi zaradi širjenja, združevanja, potreb, bodisi zaradi vojn, ko smo prekrstili državi v velikih kolonijah. Vse te galaktika serija opisuje del tega gibanja, iskanja novih planetov. Veliko je tega bilo na ekranih, vsak tak film ima neko sporočilo, nekateri se mogoče iz tega kaj izvedeli, spet mnogi so mislili, da je to čisto znanstvena fantastika, ki žal ni tako prisotna, kot nam jo predstavljajo. Velik del naše mitologije je naša zgodovina, kompletna, bi rekel, stara Grčija, ki je polna mitologije in teh bitij, to se nanaša na njihove večkratne poskuse kloniranja človeške vrste, ki so pa seveda bili manj uspešni, ki nekako se niso izkazali za takšne, kot so si predstavljali, in so pred 250 tisoč leti, kot sem prej načel to temo, se odločili, da naredijo zadnji poskus, v katerem so pa vložili, v katerem so vložili veliko energij, največ so dobili v pomoči, civilizacije Sirius A, da je tako bilo, to je naša sicer družina, ampak šlo je za izmenjave znanstvene. Ko so naredili prototip klona iz Homo erectus človeške vrste in ki ga vsi poznamo danes pod imenom Adam, vidijo risane, ki so slišali za to bitje je živelo takrat, 930 let, ki so dali kot njih, in pa od bitje je bilo superiorno, imelo je 12 verilnih DNK, danes imamo še samo 2, se pravi so vzeli, preprosto vzeli, genetski inženirji reptilske rase je zelo razvit, priznavajo tudi naši zavestniki. Nekako, ko so to bitje ustvarjali, so si zamišljali novo vrsto in seveda s tem namenom, da bo to nov sistem delovne sile, nove vrste sučnjev, kar jim je žal uspelo. Potem, ko so to izpeljali, so na planetu naredili še veliko zla, žal moram tako reči, dobrih del, ni bilo veliko, vse, kar je bilo vmes, kaj dobrega je bilo naših zaveznikov, naše družine, ki so se nekako takrat mešavali in poskušali umiliti našo usodo
ki je doživela v zdajšnjem modernem času velik razcvet, v slabem smislu, ko ljudje več nekako ne vedo, ne najdejo izhoda v tem sistemu, ko nas skušajo na razne načine izpredati, ne samo skozi tehnologije, kot so chemtrails, ti avioni, ki z dodatnimi rezervoarji na krilih pršijo aerosol v atmosferi, poln seveda virusov, poln po svoje kovin, barja aluminija, kar poveča prevodnost signala v atmosferi, ker imajo zadnje še satelite, kot primarni vir delovanja proti človeštvu. Ta se imenuje HARP, ta program, koristijo zemljske postaje z antenami, ki nekako jemljajo iz planeta elektromagnetni potencial in ga preko zbiralnikov antenami pošiljajo določenim satelitom, ki fokusirajo to energijo in seveda ko kabala, ki tem upravlja, nekako določi tarčo na planetu, potem fokusirajo državi in sprožijo seveda ali potres, ali podmorski potres tsunamijo, ali pa povzročijo toplotne udare, sušo, karkoli, seveda kar nam škodi. To počnejo nekako s HARPom zadnjih 10 let, učijo se, še ne znajo s tem prav upravljati. To je del tehnologije Nikole Tesle, ki je znal s tem upravljati, ki je nekako dokazal že leta 1905, ko je nekako ta komet, ki je letel proti Zemlji in bi padel nekje v bližini Arkansasa v Ameriki, preusmeril na Sibirijo, kjer je tam na Tunguski seveda pokosil dosti gosta, vendar je ni bilo žrtva, ki področje ni bilo na svetu. To je Nikola Tesla vse dokazal in to so seveda iluminati sprejeli z navdušenjem, pa vendar ne kasneje v obdobju druge svetovne vojne ni dočakal svoj nenarodni konec, so ga nacisti zadušili in mu pobrali vse, kar je tistega bilo v njegovem sefu, v hotelu, kjer je bil, in so odnesli, seveda kasneje to koncentrirali v agenciji, ki je vsem znana pod imenom CIA, ki je bila ustanovljena leta 1945, pobudnik za to je sekta jezuitov v Vatikanu, kasneje so ustanovili potem tudi KGB, Mossad, vse te službe. Vsi ti aparati so njihovi, čeprav so zaposleni v teh službah nezavedni ali pa programirani ljudje žal. Vse to, kar se nahaja v teh službah, v raznih policijskih organizacijah, vojskah, se pravi vojnih institucijah, vse to je nekako zdaj, v tem času predvideno, da ne bo upravilo. Ti ljudje žal ne bodo mogli upraviti v večini, vsi vodstva, da tega prehoda ne bodo upravili. Da se bodo transformirali na taki zvono, da bodo popustili svoje telesa. Nekateri z njih to že vedo, veliko jih je verjetno strah, čeprav smo večni, duša je večna, nismo smrtni, samo telesa, če se nahajajo na 3 planeti, medtem ko 4, 4., 5., 6. stopnja in višje, te vibracije smrtnosti več ne poznajo več inkarnacij, ne poznajo karme, nič takega ne nastaja. Vse to, kar imamo na tej najnižji vibraciji, na tem najgostejšem, najtežjem svetu, tako rečeno, poznamo mi in tukaj tudi nekako pridobivamo najbogatejše, največje izkušnje, ki jih potem seveda koristimo za naprej. Duše, ki ne bodo v tem procesu v naslednjih mesecih želeli napredovati, bodo nekako povrniti iskale druge 3 planete, ki sem jih že omenil, in tam nekaj časa, nekaj let, stoleti, nabirali izkušnje in se nekoč vrnili k nam ali to je njihov izbor. Za ta, bi rekel, bitja Oriona, ki se delijo tudi na podvrste, njihova kraljetina predstavlja visoka, 5 do 7 metrov visoka bitja, bolj dinoidne oblike, luskasta, njihova sama kraljetina imajo velike repe, kot ste videli, znati so filmu Alien,
Berlina, vladajoči sloj, zapovedjujejo komplet celemu zvezdi Oriona in seveda tudi mnogim sončjem v galaksiji Istra delujejo preko svojih operativcev, kot sem jih prej omenil. Mali sivi so nekako njihovi najnižji operativci, tudi nekaj smislu službi, torej imajo privilegije, ki človek nima. V našem osončju, ko se nekaj ni več. Ta bitja, glavna povezovanja bitja drakoni, so bila prisotna na Zemlji praktično 450 000 let, ampak v skrivih podmorskih bazah. Zato se imenujejo tudi drakoni in pa hidra reptili. Ta bitja so bila visoki oficirji, tudi generali, in ko so naši zavezniki čistili lani od avgusta letos do konca marca, ko so počistili 15 podmorskih baz, od tega 5 zelo velikih, njihove štabe, tako rekoč, tako da so proizvajali nizke frekvence strahu, kaosa, nereda, vsega tega, kar je potem seveda asimiliralo vse človeštvo in živelo v agoniji, takšni, kot se zdaj vidi, da so se znašli. Ta bitja so nekako bila odstranjena, se nahajajo pri zaveznikih ujeta na njihovi plovilu. Njihova plovila niso klasična, niso podobna nekim raketam ali pa križarkam, rušilcem in teoretičnim. Temveč so preprosto planetoidi velikosti Jupitra, Zemlje ali mogoče manjši Plutona, odvisno za kakšna funkcija gre. Vsak planetoid ima svojo funkcijo, svojo vlogo in seveda 12 takih se nahaja v našem osončju oziroma malo izmed njega in nekako nadzorujejo potem vsega tega. Lani so imeli še bitke vrtili in so seveda 4-krat zaustavili močni vdor njihovih flot, tako da so se na koncu razbežale. 6 najmodernejših plovil drakonov so zajeli in nameravajo v drugi polovici leta 2014 tudi pripeljati na planet in predstaviti in seveda nam pokazati, kaj pomeni tehnologija, kaj pomeni razvoj. To so ljudja, ki so nesvečna, ki so na propulznih podmor, ki nekako manevrirajo nas nekako neznano, hitro, dosegajo svetlobno hitrost in pa seveda, ko je zelo interesantna, ker bomo šli v to smer razvoja, imamo potem seveda zgled, kako lahko napredujemo. Ta vozila bodo nekako razmenjena pilote, ki to pravijo, da imamo, področju R51 v Ameriki, se 40 let dogaja program razvoja denominatov, je ločen od razvoja človeštva, nekako eno leto njihovega razvoja štejemo mi, ljudje, za 22 let svojega razvoja, se pravi 800 let se nahaja razvoj pred nami in seveda to tudi takšna manipulacija. Z tega bo zdaj hvala konec. Njihova usoda je takšna, da se tem energijam ne bodo mogli prilagajati, kajti frekvenca, katero se posnemo, je 5. nivo, 6. nivo, 4. dimenzije, kar pomeni pol poti do 5. stopnje vibracije, katero nas čaka še kasneje, to je tudi vrhnja sloj vibracije planeta, nekako po 20-30 letih bi se nam to zgodilo, odvisno od naše kolektivne zavesti, kako hitro bo to mi kreiramo prihodnost. Zdaj smo kreirali kaos, nered, strah, zdaj bomo kreirali vse druge stvari. Zdaj se tega nismo zavedali, potem se bomo, se bo razlika. Vsi bomo nekako bolj povezani, bolj združeni, ostali bomo brez balansov, kot so religije, politike, ne vem, državne meje, določene institucije bodo izginile, določene se bodo spremenile, Pentagon bo nekako pod nadzorom Kitajske, Rusije in Amerike, kot en taki organ, ki bi gradil planet, ne več kreiral vojne na planetu, kot do sedaj, upravljal v Pentagon, seveda bo upravljal vodstvo, ki je naše, ljudje, zdaj to ni bilo tako, da Pentagon je bil voden iz Vatikana, resnici vodstvo, prav tako misija NASA, vse ostalo, naštevam tega mnogo zvodov so imeli, mnogo teh prijemov so lahko koristili, da so nas v končni fazi kontrolirali. Če bi nekaj povedal še mogoče zavezniki, kdo so, zakaj so tukaj,
1993 so se začeli pojavljati z manjšimi plovili, to so bile delegacije, pristajali so predvsem v ZDA, nekaj je tam pristalo, nekaj v Mehiki, nekaj v Južni Ameriki, nekaj malega tudi v Rusiji, nekaj tudi v Aziji in so takrat začeli predstavljati spremembe, v katerih danes prihajamo, so že vedeli in seveda, ko so prihajali na planet, so posamezniki tudi kontaktirali določene ljudi, svoje pripadnike svojih družin, tudi podatki, ki so danes na voljo, nekako spisani, bi bilo kar nekaj knjig teh ljudi, ki so doživljali taka srečanja. Mnogi niso verjeli v to, to je resnica. Zavezniki nas poznajo zelo dobro. Prvi zato, ker so bili oni tisti 22 civilizacij je bilo, ki so nekako sklenili, da se življenje, predhodno življenje, ki je bilo na Marsu, začne seliti tudi na naš planet. Tega je 4,2 milijona let, kar se je to zgodilo, in ko so nekako klonirali marsovskega človeka, nižje rasti od naše drugačne ljudi, z eno vrsto marsovske opice in svojimi geni. 22 genov, ki smo jih dobili, se nastaja še danes v naši DNK in od teh spremembah se nam žeta tudi skozi mutacijo naše DNK, da bomo se začeli spominjati 22 kozmičnih jezikov, ki nekako jih poznamo, ki so zdaj blokirani in seveda jezikov, ki jih govorijo v naši družini. Znajo tudi angleško, tudi nemško. Ko gre za telepatska sporočila, je tukaj velika razlika od kanaliziranih, kjer pa sam kozmos kot kozmična zavest prevaja tudi v slovenski jezik, in je lažja komunikacija. Je pa razlika tudi ta, da telepatska frekvenca ne more biti motena kot mreža, kar pa se pri kanaliziranih pogosto pojavlja, kar počnejo že 20 let, recimo odstop tudi dezinformacije na spletih, prepričanja nas ljudi. Ta sporočila so zavajajoča, v del resnice zavejajo laž, ta tudi seveda algoritme, nekaj kaj ste pojeli, ne poznate ozadje, nimate dovolj podlage in seveda ta filter ne deluje. Temu mnogi verjamejo, pa vendar moram reči, da so neresnična in da ne. Kar zadeva zaveznikov, njih je zanimalo, kakšne lepote ima naš planet, naša vrsta, in ko so glasovali za intervencijo leta 1993, so soglasno v večini sprejeli, da ne bodo intervenirali. Del družine, ki je z nami najbolj povezan, to je enaka vrsta, je sklenil, da bodo ugovarjali te odločitve, in so skupaj s civilizacijo Siriusa A in pa Andromede, sosednja galaksija, sklenili, da bodo pred senatom prikazali dejansko stanje planeta in seveda omenjali, kako je planet koloniziran, kako smo mi zmanipulirani, kako 450 000 let tukaj vladajo ti, in seveda senat je temu prisluhnil in so se takrat še v letu 1993 konec leta vrnali odločili, da smo vredni te intervencije. To se danes dogaja. Spraševali so se namreč, če vrsta, ki obstaja, imenuje naš planet biosfera, ta in ta, besede šan, recimo njihova inčumaka, inamaka, to ima svoj jezik, to je važno. Ta planet, zakaj bi bil vreden intervencije, če ta vrsta, ki tam živi, ne spoštuje planeta, ne spoštuje drugega, ne spoštuje sebe, kakšne vrednote sploh imamo. Niso rekli, nimajo nobenih vrednot, ne bomo intervenirali. Ko je bila ta druga zgodba predstavljena, si je senat premislil in seveda z veliko večino izbral intervencijo. In hvala Bogu, da je tako, ker mi tega sami ne bi zmogli še naslednjih 100 000 let. Ta bitja so bila, kot sem rekel, očiščena, gostilska bitja. Generalštab je bil v morju, v delu v bazi Oregona in Kalifornije, 250 km ven, pa je bil letos marca, 27. marca, izpraznjen. Zajeli so res visoke kriterije, dragonske rase, nekako veliko udarec prizadejali tudi vodstvo
samih drakonov. Planetni Viro je ta čas v letošnjem letu izstopil iz koalicije, prekinil diplomatske odnose z našimi dominanti, ki so njihove odnosi, pa vendarle so se nekako odvojili, sprejeli dogovor z Galaktično federacijo lani konec leta, da planetni Viro ne bo prečkal bližine orbite Zemlje in naredil veliko škodo, kar je rešil, tudi naredil, prizadejal kataklizme, da ne bo tako. Planet X mu tudi rečejo, ekologov, kakorkoli, ne bo storil nič takega, nobenega ne rabi biti to strah. Vse, kar se objavlja tudi NASA, je lažno, je namerno implementirano, tako da čakamo na to, kar prihaja in se pravimo, to, kar nam pripada. Zavezniki imajo v svojih vrstah 140 zvezdi, kar predstavlja 260 planetov, torej civilizacij, nam podobni, bolj ali manj, nekako 4 bitja so višja od nas, poprečna višina je 2,10 m, 2,20 m, moški spol in nekoliko nižje, kot pri nas. Prav tako se bomo tudi mi pričeli fizično spreminjati, ko se bodo po mutaciji DNK začeli atomi drug od drugega dodaljevati in nam seveda širiti telo, višati, kar sem rekel, da ne bo bolelo, in seveda bomo postali leta 2014, nekako že januarja, ko bo ta 3D hologram odstranjen, ko bo nastopil nov 4D hologram, ki je veliko boljši od tega, ko je zasluga naših generalskih družin, ki so ga precej oplemeniti, ki zmorejo potovanja po času naprej in nazaj, ki imajo to tehnologijo, ki je ljudje lahko to počnejo, ki je ljudje ne. Našo časovnico so zelo popravili ta čas, ko so tudi povedali, seveda nas čaka veliko lepša prihodnost, čistejši planet, če gremo na čiste energije, na tehnologijo predvsem Nikole Tesle, ki je hotel že v prejšnjem sistemu, tem hologramom, hotel je, da bi bilo življenje zastonj, kar nam sledi, hotel je, da nekako imamo vsi vse, in to je hotel, da je biti za 100 let naprej. Del se tega je zasejal, mimo sicer uspelo, ampak vendarle postali so načrti scheme, ki se imamo, ljudje imamo to v rokah, eliminati so se skrivali in seveda uslužbenci, ki so pri njih nekako delovali, vsa čas so počasi odpirali in nam posiljali informacije. To je zelo dragoceno znanje, spremenilo se bo tako rekoč vse in rastlinstvo, ni živalstvo, znanje več, nekako zveri, ki so nesojede, bomo izgubili bomo nekaj novih živalskih vrst, tudi nekaj zvezine dobe, stave za tiger, na sodom, ki se to se zopet pojavilo, vse to nam nekako bavljajo in bomo to pripeljali kasneje. Rastline bodo spremenile malo svoje videz, barve, veče plodove, veliko plodov, plodovi bodo mnogo bogatejši, bolj zanimivi, kot so sedaj, kajti sfera bo polna kisika, zdaj živimo z minimalno mero 16% kisika, 18 je nekako bila šestica sprejemljiva, mi smo daleč pod njo, živimo čudi, kako še živimo, smo res bitja močnega vzgoja, svetlobna bitja, bitja, ki bodo postala v 4. stopnji vibracije kreatorji, mojstri, ne bo več potrebno toliko fizičnega dela, garanja, sploh ne, tudi danes. Vse bomo kreirali z zavestjo, bodi posamično, manjše stvari, kolektivno, večje stvari. To se vse dogaja, to vse obstaja in to nam tudi povedo, da ni nič takega, da je to nekako normalna lastnost humanoidnih biti, tako smo mi namreč tudi ustvarjeni. Pričeli nam bodo seveda, pričele bodo poganjati verižnice, ki smo pri DNK, nekako do 6 bomo dobili v 4. stopnji, vseh 12 bili naprej na 5. stopnji vibracije, ko bomo že tako kot zdaj, s tem se bo delilo na oba spola, vse bo pravično, enakopravno, tako kot zdaj se vlada patriarhat, teorija, ki to imajo, ki so nam plasirala s tem njihove prav stare dosežke, ki so jih davne dovolili
investirali na projekt. Zadnji tak je bil 250 let nazaj, ko so si izmislili banke in papirna denar, navajali so že prej na Kovance, 4000 let nazaj se je to začelo, ko so dobili bronaste srebrne Kovance. Zdaj je ta mera prešla vse meje in seveda mora biti spremenjena. Tako da bi na koncu rekel, vse, kar sporoča naša družina, naši zavedniki, visoke organizacijski konzili, Senat, bi bilo to, da smo v resnici za njih, da nas gledajo kot eno zemeljsko raso, ki naj se vendarle že združi po enoti, naj nekako prezre to, kar je bilo, da stane recimo v tretji relaciji, naj gradi nov svet, naj nas čim več popravi ta premik, kajti vsaka duša, ki bo sodelovala v prihodnje bo dobrodošla, vsak nekaj zna in kaj se nečesa. Vsi, kar bomo že delali, bomo delali svoj srca, to ne bo potrebnih papirjev, bomo se učili, bomo se izobraževali, ja bo 150 let, kajti čaka na 2000 let fizičnega življenja, vse drugače kot sedaj, težko to pojmujete, verjamem, pa vendar je ta bitja to nakazujejo, bitja, s katerimi komuniciram, slušala 1700 več let, izgledajo pravi mladeniši, povem, da so federacije Zolta, mednarodni kontakt je 1700 let star moški, ste više od mene, izgleda, da bi imel 35 let, neverjetno, kar vse tako človek lahko doživi in vidi. Tudi nas čaka pomlajevanje 15-20 let nazaj v zgodovini, se pravi 80-letnik je 20 let, 50-letnik je 15 let in proporcionalno seveda navzdol. To bo ta pojav, ki se bo odvijal v letu 2013 in delno še 2014, ko prispejemo nekako v tisto glavno fazo sprememb, ki se bodo pa še odvijale v manjši meri tja do leta 2017. Takrat se nekako predvideva, da bomo 3 leta pod nadzorom naše družine, posamično bo prišlo do kontakta, do pristankov, ki ne bodo nikoli masovni, kapravnik je naš, mi to zelo poudarjamo, vedo, da mi ne potrebujemo v taki masi, da potrebujemo mogoče samo določene nasvete, nekaj znanja, veliko znamo že sami. In te delegacije ambasadorji, ki so se pojavljali, letos je bila ta želja, pa vendarle dvomim, da bo to mogoče, časa je malo, Kabala še deluje, sicer z 2-3% moči, pa vendarle mediji so še njihovi. Sporočilo zemljanom bo to, ko Kabala pade, bo to objavljeno v vseh medijih in tudi ta resnica bo pričela, seveda, bo videla luč sveta preko televizijskih kanalov, preko medijev in vsi boste imeli tako možnost to spremljati. To je zdaj nemogoče, kajti še njihovih družin, seveda izbrani Kabale, sila spi 96% medijev, to največjih medijev, medtem ko so mali mediji pod njihovo kontrolo in seveda tukaj ni nobenih objav. To bi bilo, kar zadeva samega predavanja. Zdaj lahko hočete 5 minut pauze ali pa se lahko mogoče pogovarjamo naprej. Boljan se mi pogovarjati na vprašanja, mogoče imam vsakdo kakšne pomisleke, dvome, morda za strahove, kaj več, pa vas pozivam, prijatno vabim na vprašanje. Da, večer pauze. Po pauze, 5 minut. Ja, tu ne gre za klasični primer reptilov, sploh pa ne drakov. To so orionska bitja, ki se inkarnirajo na nebu in poiščejo naše telesa. Zradijo je pa nepostežnjenke. Ti imajo dejansko reptilsko dušo. To so malo drugačni ljudje, malo posebni. Obstajajo in jih je na planetu 120 milijonov. Ni moramo odstraniti. Kako ga vas nekaj prepoznaš, kakih simptomi je slika? Nikaj. Čist in krče ne? Nimajo, to plati, to je recimo. Oni so bolj plave in zdrave. A je več žensk, verjetno, ne? Pa ni znamo, ni samo, da jih je 120 milijonov. Vsi bodo odstranjeni tekom naslednjega leta.
divjade, civilizacije, stilno, izoleške stilnosti, Zakaj pa radimo zalogo hrane? Zakaj? Zato, ker bo kaos. Ker bo čakaj na stvari polov, tudi zdaj, 21. decembr je pričetek pomika polov, to ne bo več naravno, kot 40 km na leto, ampak bo pospešeno dvignil vse iz naše družine, bo sta traktorski gižati za glavila in za pole in seveda za tele. 200 km na dan, kar bo povzročalo sukcesivne izmenične izpade električne energije. Veste pa kaj smo. To bo težava, tako da bo zastoji presodni, transportno, delovni viri postopi. Ne bo to moženo vse, ne? Ampak bo to motrena elektrika pomeni, da bo vse motreno in da bo počasi seveda človek zelo bolj paničen in bo vsega poživiti. To se da že zdaj uredi, miro poženi vsega. Nisi na njih, da ne bi ne pohvalili. Pa nekaj vode, vse to se še zdi. Pa mogoče alternativni viro gledamo, ker so strane kolegice, ki so na šikromiško, to bo vratno. Ko bo prišlo do teh zastojev, ki bodo malo začetka bodo dan, 2, 3, ko bodo malo daljši, 5 dni ali pa več, 14 dni, bojo službe prenehali delovati, zato ker ne bo več možno tam bivati, ker bo mrzlo. In to bojo potem neke direktive, ki bojo prišle ven. Bi rekel, te službe poprečno še nimajo informacij, imajo jih banke in včeraj so vzelo, da jih ima CEPE, da se pripravljajo. Vodstva, ne še v službi. Cirka 3 mesece. Dokler se ne spostavi potem novim sistem, ki bi štartal z nule, sledi prej predhodno pitch teh terjatev na zemlji, ne? In seveda nove različne. Kaj pa semena, bo nam dali semena za... Je pripravljeno. Tudi naša držina na najti semena. Nova valuta. Kakšno? Nove, stare. Jaz sem v NKBM videl takšno sobo polno tolarja. Ker pač poznam vodko nekoga in sem to letos videl in je vse pripravljeno, nič ni bilo uničenega. Evre so vozili zraven, niso pa vozili strani česa. Vodstva zgore to ve. Ker so iz Bruslja dobili navodila že v septembru. To bo konvertirano. Tega bo velika inflacija, faktor 5 bo dolar veliko manj. Tako da bo nekje 1600 dolarjev, treba bo še za Kaj pa krediti? Pade. Vse to je del iluzije, del prevare in zarote prestilo. Banke so njihove, valute so njihove, plačilni sistem, ekonomija, vse, kar imamo in poznamo, to ni naše. To se bo dogajalo, vse se rekli? Na sredu postopno. Ja, zdaj jaz rekel, neka posebna znanja za prehod niso potrebna. Zdaj ni fajn, da se nekdo z mesom šopa, ne? To ne. Zmerno vsem, ne? Bodoči svet bo veganski, ne bo več mesnik, pa slavnik, pa tega, ne? Tega ni nikjer, to zna samo Orion in ta bitja, ne? To so nam tudi ona implementirala na zemljo. Nekako uživajo sadeže, ki gledam našo družino, ne? Podobne kiviju, 2 na dan, ti sadeži so polni mineralov in vsi, kar nas bi ubili, ki bi zaužili takrat vodo, ne? In pa seveda imajo kombinacije nekaterih planetih, recimo Plejade, poznam, pa Sirius, tudi ženske doma kuhajo, ampak seveda drugače. So, imajo neke virni, neke menije, ampak zelo, zelo preprosto, ni zelo, zelo komplicirano. Tako da, vsi pa mačke se bodo orientirali glede na gospodarje. Če bo gospodarstvo pravi, želel pravi, tudi bo žival tudi. Če bo se razumije, živali pa bojo vse, igri bodo vegetarijanski, tisti sabo, ki nam vegetarijanski. Te zveri pa zdaj dobimo, ker si ne moremo še vegetarijanski. Ti mačke so zamačene živali, to je drugo, ne pa zveri.
imajo gospodarje, ostale, ki so divje mačke, pa dopuščene, okolju bodo so pa prihajajo vsi mački, ki ti leto 5. Drugega planeta, ne še šestega, ampak tam je več 12 planetov je, dva od njih sta še humanoidna, 10 je galaksijski. To je čisto, to tam prihaja največje. Pa ribice. Drugo leto še ne, ker dokler nismo 4 bitja, ne moremo. Drugo leto se bodo še čistili nominati ta bitja, ker ne bodo stavili strani takoj. 3 vali bodo, zelo se bodo opirali, ker tu je še njihov močan ostanek, da rečem, vodstvo je predvideva, da bo zapustilo planet, v Severnem morju se je skrivala 150-metrska okrogla ladja, in je naša družina letos v septembru uničila, tako da pravi, nimajo kam. Imajo pa zdaj preseljena je baza Area 51 za Dolče v Meksiko, tam imajo 50 svetlobnih plovil. Tako da imajo na razpolago cirka nekaj 100 iluminatov, da se vkrca in se seljajo morju, kar jim naša družina tudi ne bo preprečila. Ko bodo pa odšli, drugo leto pa jim bodo zakodirali portal in nimajo več stopa odšli. To se predstavlja. Kdo se več kaj? In gromo. To se od nas ljudi sploh vere. No, vsega bomo psihološko pomerili. Tako, mi bomo drugačni, nas ne bo strah. Ker 4 vibracije pomeni, da ni ega, ni strahu, ni negativnih čustev, nič. In se bomo mogoče celo smejali, ker bomo našli rešitev. Dosti lažje postaviti. A telefoni, kako tudi padejo? Prvi bojo padli sateliti. Zdaj, kako je na 20? To je lahko 23. decembra naprej, ampak sukcesivno ne šli na enkrat. No, pač, ja. Tako da prvi sateliti, potem telefoni, ugasnile bojo sukcesivno nuklearke, se pravi, omotena bi tudi upala elektrike, in pa potem bo šlo na računalnike, na največje strežniške sisteme, kasneje na privatne naše domače, ko bo že glasali in bo več trg na računalnike. Njega se ne bo niti kadilo, niti gorela, vse to se ne bo. To se predvideva, lahko željamo. Težko je reči kaj. Zatim bo to. Pogrevanje, kjer je centralno v blokih, bo mrzlo. Pač, slovenci koristijo. Motori znotrajni šuliva. Plin, mestni plin, tudi ne bo deloval, ampak so pa plinske bombe. Pa ona se tudi pade. Vse bo padlo, vsak plina goriva. Če bi poslušali, če naslednje leto črpa goriva, zdaj da bo poteknila, kako je njena kri, to so njeni preživni sistem, bo vsa plina goriva poteknila globoko v svoj, nekje tam na 300-400 km. In ne bo možno več nič. Tako da fosilna goriva treba. Ja, zdaj se pola sta se začela kaliti, premik polov bo povzročil, da so ta skalila drugo leto že, in morja se bo dvignila poprečje za 8 metrov. To pomeni lahko v Portorožu za meter, 2, lahko pa v Pacifiku tudi za 5 metrov. To je zdaj nemogoče. Poprečno so rekli 8 metrov. To bo ta gladina, ki bo zaliva. Obale, določene potočja, pa dele nekaterih držav. Ne, to je od potresov. To zdaj, koliko bojo vulkani podmorski aktivni. Zdaj, artorijanci predvsem vulkane umirjajo, da ne bi prišlo do najhujše. Pravijo, da se ne rabimo pati, da bi bilo res to, kakšne take kataklizme, kot so že bile v davnih preteklosti. Takih močnih pravijo, da ne bi bilo. Razen, ko bo zaključen pomik polov, to je nekje okrog 21. marca, 3 mesece nekje so rekli, da bo to počeli, bo planet prekusnjen, ko bo jug od zgore, bo prekusnjen za levo za 90 stopinj. To pomeni, da bo takrat malo večji potres, skorja bo zanihala, in bo seveda na Pacifiku, sploh Atlantiku, na otočjih, kar nekaj žrtev, okrog 300 milijonov.
Slovenija, tukaj smo varni, česar vas, najbolj varen del Evrope so Švica, Avstrija, Slovenija. Ne, kako? Ja, to so sporočili. Kaj bo pa tale odkretne tehnologije? Ja, kje fundacija že forsira, da se blokirali kakšni iluminati, ne? To je to, ne? Prvi avtomobili potem bodo takšni, približno, kot so ga predstavili na propulzni generator, brez motorja, ne? Brez rezervoarja, ker tu je velika antena prisotna, kroglo, sredi porjava, in svoje ploskih energij dobimo vse, kar konvertira na to za našo in enako brez, da so bili tovarni. Kaj se je zgodilo s tem, kaj je šal? Zazirali so iluminati. Niso pustili sistema, Ameriki niso pustili predstaviti delo. Niti ljudi niso puščali, pojasnilo pa je bilo, da nimajo zatikrat tehnologije nobenih licenc. To se pravi, da je samo. Že zato, ker je težje sedež v Iranu. Ja. To je Japonci razvijajo. A se gre pokušimo s tem? To je bilo storjeno za kazen, ne? To se je dogajalo lani, ker Japonska ima svojo dinastijo, ima Kitajska, to so nekako stare dinastije, ki so bile irske, ne? In ta dinastija je nekrat odrekla sodelovanje. In seveda so pritisnili Američani na njih, da morajo sodelovati, šlo je pa za eno nakazilo dobrih $600 milijard, ker centralna banka ima primanjkljaj, Rockefellerova banka, ne? In so otežili svoje poslovanje in so zahtevali, da je narod vlada to zavrnila in kot opomin so jim prav potem uprizorili. 7,2 je bil potres, ki je bil naravn, oni to točno merijo, vejo, nekdaj so počakali, satelit je dobil kabare lokacijo, Fukushima, in so sprožili ta žarek in povzročili 9,6 ure. To znajo. Enako kot delajo podmorske, ne? 5 km v zemljo skoraj se zarije, pa žarek so ga fokusirali. To se pravi, da sprovijate, kaj to. Zdaj, da bi se lotili vulkanov, bi to še povišiti. Kako to pa, da lahko vi komunicirate z njimi? Nisem edini, ne. Jaz sem bil včasih pilot Artične federacije, morda tako, ko ne povem izrekel, ne. Prejšnji federacije. Je pa nas 5 takih. Jaz sem še edini, ki se giba na svobodi, ne. Vsi ostali so bili dali, ker imajo nekako grožnje, ki je tam v stranici. Tako da se srečni. Super. Jaz sem sam bil presenečen, čeprav 25 let to preučujem, študiram, ne, stare civilizacije, kosmične, vse to, ampak na koncu se je izkazalo, zakaj sem to počela, ne. Kaj bo v času izpadov električne energije možno ne, ker avti ne bodo zgadi, ne bodo motorji žigati, pa je niti baterije ne bodo delovati. Bo pa možno vse, kar je plin, ročno, manualno, drva, korjava, plastika, to pa ja, to se pa ne more misliti. Pa ti se baterije za navijanje? Če manualno, bi moralo biti. Poskusite. Empatija ne pomeni, vse se vidi, pomeni, oni spoznajo veščino za razumljamo, ne, večin vsi bomo potem spoznali malo več kosmičnih jezikov, ne. Plejanarsko znam zelo malo nekaj besed, ker dejansko tudi andromenarsko popstvo me naučili, ampak to je abeceda. Tako da govorim vam več. Slike, ko dobivam, videe, vse to gre. To je nek kanal. Jaz bi kot pravim, da je fajn, da ste tako malo, da zdaj ne ve, kje smo, a ne, nismo. To pa prerečem. Če bi raš v tej situaciji. Pa nekaj treba reči, da se država, ki ima besede za besede. Srečo, da nijamo poslovanje kritije. Pa počasni bi še to naredili. Plastika, ne? Ja, plastika bo nekako začela se ne samo topiti, tudi bo izginila, dezintegrirala. Vse, kar je plastičnega, od školjkov na ljudeh, ne, do nekih vložkov, vse se bo nadomestilo s pravim izvornim materialom. Kao pa zbot od tam. Pač tiste imate zelo popolno, ne? Botox, da nič ne vrati, zelo popolno. Pojedi
sploh težjih je implementiranih v laboratoriju. To je namerno. To delajo zadnjih 100-150. Potem ne vem, rojenih otrok ne bo več. Živorojenih ne bo več. Bodo kreirani. Ne, mislila sem otroci, ki so, da ne vneka detekcije, ampak pač bolani, duševne zadeti. Težje bolezni so duševne, bodo možno, da bodo pozdravljene, če bodo seveda starši hoteli, skupaj z otroki bodo lahko poiskali pomoč pri družini. Maja drugo leto, v drugi polovici se bo ta približali najprej 2, potem pa še 4 biosfere, njihovi planetoidi, to so bolnišnični, dr. Azareva je šefica, dromedanka in bo seveda vsa navodila, kam se lahko obrnejo po pomoč in takoj bodo seveda 4 in 5 tehnologije tudi pozdravili. To gre za to, da se lahko potem normalno vrnejo k nam na 4 biosfere. Rojevanje, rojevanje, da ne bo več nočeni. Otroci bodo zdravi. Kreirani bodo otroci. Otroci bodo nekako formirani iz svetlobe, dušni pari, ki se bodo takrat našli, iskali, tudi mislimo, prišli te iskali, to bodo dušne vibracije in seveda vsak bo iskal dušo dvojčico, kar je največja prednost. Največji v bistvu pridobitek bodo tiste, ki bodo našli svoj twin flame, svoj plamen, kar je druga polovica stvar. Te veze bodo trajne, teh 2000 let. Duše dvojčice morda tudi, morda nekatere ne, malo manj, ampak sorodne duše, teh je pa veliko, bodo napram zdajšnjim zvezam pomenili, da bodo morda 100-letne, 200-letne, medtem ko pa zveze, ki so pa tam, na tem planetu v 3D vibracijah, so pa predvsem izuma predvsem, pa izračuni. To je ta lastnost, da to toliko pomoč, pa razvez, nesporazum. Se pravi, če bo se nekaj po naravni poti rodili, po naravni poti, ne bo več tega. Ni stvarnosti več, ni stvarnosti. Vse to se je Testo stane? Ne, kako? Ja. Ampak bo antični tekst. Ne bo več plakanski variant, pa ne bo več razumevanja. Se pravi, 5 in 30 staneš po 5 in 5 metra. Izgljivo ni več, ne moš. Je pa oni ga še imajo. Imajo otroke, svoje kreirajo, imajo družine, imajo na planetih hiše, družine, vse to čaka. Ko se vračajo s poti po nekaj letih, jih vsi doma čakajo. Tako če bi se nekaj vrnil družino domov pred nami, pa čakajo, kaj je novega. Enako se je. Zelo nizke hiše, pa naselja, parki, dometi, vse, kar imajo, energije morajo. Vse, kar je bilo narobe, ni toliko izmine potičnih komičnih. Življenje, ki ga imajo na planetih, in tudi na biosferah, ni nekako zelo še v 5 letih, čas se poznamo. Ne bo še boljše. Kako bomo kreirali? Ja. Ker bomo večji, ne? Imamo 2 metra 10, pa nekje naše kolektivno kreirali, tako se ne. Družina je samo lahko hišo kreirala, ne. Medtem ko tovarna, več ljudi, ne. Rekel, da bodo dezintegrirani. V letu 2014 najkasneje. Ne, ampak to bo vsakega posameznika različno, individualno. Nekateri bodo naredili prehod 22. decembra, nekateri pa prej, nekateri pa čez toliko in toliko. Ampak bomo pa skupaj. Takrat družine ni nujno. Prvi se vsi ne bodo sredo prehoda, lahko dokazne, ampak ni nujno. Ampak ne bo jokanje, ne bo navezano, to je naš tim, pa je. Tako ni. Pravi, da tudi ti, da ne boš. Mi bomo za tiste, ki bomo recimo tako se popravili, v tistem okolju bomo še nekaj časa pobivali, tako bomo pa izginili. Frekvenci so zelo recimo, hologram se povrnil. Oni bodo počakali potem 3 dni svoj konec, nekako. Ali se na informacija, ali pa jih bo potem tam hologram spravil. Duše se pa tudi tak vračali na
zanima, Lučne pogoje. ja, rečeno pa je bilo, recimo, da se lahko tisti par dni v vreme do odloči, ali bo prišel, ali ne bo prišel. To se pravi, tista duša, ko se odloča, da ne bo prišla sekunда, da ne bo prišla. Ja, ne bo. Jutri pride. Dušni načrt, ki ste ga sklepali, večina vas je potekal v 6. vibraciji in to nekako uradno vodi civilizacija aktualna. Oni imajo tega kakšne zapise po vseh nas in seveda kasneje 2.14 bo tega tudi vsi. Kjer bo tega? Maji pa bil sfer, poveljstvo in seveda si bo lahko po dogovoru vsako gledal. Za vso svojo, za vse svoj obstoj, za vse inkarnacije in tukaj in tukaj. Čeprav so iste informacije podobne, manj detaljno tiste zapisane v vaših srcih. Tu so dva prekata, energijska listične oblike, ki vsebujeta, ki imata posneto vse dejansko, kar se je dogajalo pred vami. To se pravi, ko duša zapusti telo, pride telo, vzame s sabo in ta dva prekata in komplet auro, eterično telo in zavest. In to potuje. To smo mi v eterični obliki. In v tej obliki tudi v sanjah zapuščamo telo in potujemo. To bo vsak tako je. Čim se nič jaz, vsi note. To je taki blagodejni občutek, da ne znamo predstavljati. Na tudi drog, a? Ko droga. Ne droga bo pa tudi tiste, ko ne bo to sprejeli, sam tisti bo šli v drugo stran, ko nekaj se meša. A je kaj moteno avionski od 12. do 20. Tu še ne vidim, da je moteno. Tam to 23. pa se znaš, da bo postaviti zemlje. Ker bo šlo to posebno. Kaj, če bo leto? Če bo leto? Ja, ne, bo mogel pristati čim prej. Ker instrumenti pa začeli tako. Jaz bi vprašala, je to podobno tako, kot je hipnotizerj, na primer, ne, ker se da lahko to stanje, da si ti spomniš, kaj si ti bil prej. Ja. Ja. To je malo, ni pa. Da se pravi, v trans, potem ti ugotoviš, aha, kaj si bil v prejšnjem življenju. Ja, tu bo se podoba vsak rešil. Da bi bil svoje videnje. To bo direkt čitanje zapisa, ne, že zavestjo, ko te prišel. Zdaj bo to startalo. To se zna po 15. decembru množične štarte, za nekatere. Potem pa to bo tak, malo. Predvidenih je 3,5 do 4 milijarde, da bi to upravili. 50% plus minus 5%. To je podatek po izračunih, po skeniranju planeta, naše zavestne frekvence, vrste našega razmišljanja, ki ga tudi merijo, koliko je javno v decembru, da je nekje prebojenih 2,3 milijarde znanje, da bo po september še predobil ljudi, da računajo, da bi nas bilo okrog 3,5 milijarde. Ne veste, za nobeno, niti za kontinent ne povedo, gledaj, cel planet je odrasel. Veliko si bo po moje na Kitajskem in zelo majhen pa v Indiji. Recimo, ne? Tam, ko je tako visok. Ker Kitajski svoje rečili po stroju drugačne od nas. Njih je postavila civilizacija človeškega stila v zasvetja Indije pred 945 tisoč leti, skoraj milijon let so tu. Vsi ostali smo prišli pol milijona let kasneje. A so tolika masa njih pa niso bili sovražnika, tolika predni, pa ti številne dinastije, ki so bili tako. Ne, mislim, na teh, ki se recimo že zelo so naši duše, da bomo šle kakorkoli. Ali smo tudi živeli, smo mi živeli v skladu z svoje duše, recimo, da smo mi, da rečemo, sorazmerno pošteni, da smo Ja, to se bo zdaj vse kristalizirati. Duša bo tehtala vse inkarnacije, takrat 12. decembra sploh, in se bo sama odločala, kam se bo tehnica nagla, bo v bistvu vam jasno po informacijah, ki bo prišle do uma, ne? Tu so zapisane. In če se bo prevestila na dobro, gre duša naprej. Če na slabo, vam um ne bo pomagal, ker ne odloča nič, niti IQ 200 pomaga, ker duša sama odloča in bo rekla, nisem dobro in ne gre. Če se ne gre. To je ta dušni načrt. Kako pomeni, da je recimo v tem prehodu, kako energijsko celovite vsebnosti bo v teh segmentih. Mi bomo postavili še energijsko celovite vsebnosti. Mi smo zdaj zelo raztrančirani. Kakimi tehnikami ali pa s kakimi... Ne rabite tehnik, nobenih tehnik. Nobenih. No, v sebi smo vsi mojstri. Ne
rabite nič. Niti meditirati. Kdo želi pa lahko? Pravi, da pravi 45 Te civilizacije, s katerimi komuniciramo, oni nimajo nič. Nobene religije, nobenega denarja, poznajo stvarno hierarhijo, to je jasno, samo čajo zapovedi, poznajo to duhovno hierarhijo, nimajo kontakta s drugim delom, vse svoje, in se pravi, živijo praktično svoje znanje. In kar se dosega, se zanima, kaj se dosega. Kaj to pomeni, da vse ne bomo več s temi ljudmi odprezenti, Ne, to bo filter, ki bo naravni in bo pravični in na 4 civilizacije bodo ostali samo preverjeni ljudje, s katerimi sploh ne bo problem komunicirati, ne bo prepirano, ne bo nič poznati, vse bo zelo kolektivno. Pa ni nujno, da bo to zdaj še par Ne. Ne, novega dobiš. Kaj da bomo? Pa se recimo ne bo pravo prehoda, ne? Ja. Bo to itak boče. Če ga bo pa pravo, pa se bo tam, mogoče še kaj razbilo, da ne bo sta skušno, ali pa res je zime ja. To je On to je nekaj završil. Kako pa za astrologijo, recimo, ki je zdaj bazirana na Luni, pa pravi, da je to... Astrologija je 350 let stara, mlada, vedna. Ja, ampak tako, Implementirana zol, javna predstavljena. Lune ne bo več in tudi astrologija ne bo več. se pravi, to je vse nekako meni. To so nam dali. Žal. Kaj pa Recimo, tem človek, ki sem ga sam 2 leta upravljal, to študiral, je star, je že zaplatili, z Lemurije so ga skozi se tudi prenesli, to je milijon let stara. To je drugo, ne. Ali pa kakabazija astrologija je vsaj milijon let stara, pa mislim, da več. Kaj pa to kreiranje otrok, recimo? A ti lahko imaš kakšen vpliv na to, kakšen bo tvoj otrok, kako? Ko bo ta kreirala partner, Mislim, ko se bodo frekvence dušne uskladile, se bosta telepatsko dogovorila, recimo, da se odločita za otroka, ne, bosta opredelila zavestjo DNK karakter, spol, zasnosti, vse, ne, in ga bosta v 25 minutah do pol ure svetlobe, ki bosta videla kot iskre, ustvarjala, kreirala. Zarodek ostane nekje 6 mesecev v našem svetu. In se bo seveda pojavil. Treba ga bo dati nekam na mehko robično, treba ga bo 10 let hraniti z rastlinskimi krvami. Potem se bo pa takoj naglo razvil krv v samostojni svet. In bo še krv sledil, ker bodo to telepatski otroci. To bo težka pogaja. Oni nimajo problema, da svoje To pa je pura vse. tam ni materialnega. Kaj pa glede, recimo, naših talentov ali pa neke glasbene stvari? Zelo bo prosperirala vsa umetnost, ne, od znanosti, ki se bo itak še razvila, bo pa najbolj razvila se ravno medicina, ki je pri nas še, kot pravijo, srednjeveška. To je njihova medicina, jaz sem to gama tajno videl, naslovilo gor na bioseriji, tu na manj nekje obliko komore, postelja, kamor se težete, je ena velika zaslon, videl sem, da tu skenirajo ta zaslon, ne, in seveda ta zaslon vam čita vaš DNK. In ga nekako čita za nazaj, tudi od rojstva. In na vsakih 5 let dobite sliko vaše DNK in potem vidijo, kje je prišlo do napake. In tisto preprosto odstranijo, spakirajo v biblioteko, po naše rečeno, da je preveč zemljski jezik. In seveda to biblioteko dajo v analogijo v skener, se zveže do 10 minut in vtisne nov odtis DNK-ja in zrakom in dušeno DNK. To je medicina prihodnosti. Mi tega še ne poznamo. Pravi, vse dele že skoraj na zemlji imate, ker pa imate tu reptile, da se ne boste nikoli sestavljali. Tudi to, da se dogaja. Da nismo tako ne. Vi ste živeli bolj na radi. Jaz sem bil na seriji, pa sem bil na način. To je svoj prav. V 4 leti obstanki, ki sem še. Ampak zjutraj se spomniš čisto vse. Vse je biti. Kakšno se to še pogledaš? Tako bi fajn sanjal, da je Ti ste, da bi sanjal, da to niso stanje, to je to pravi. Je pa fascinantno. Kar je to potovanje skozi
Ne, 4 substanca dejansko ne rabi portala, ne? Ker ko se ona odvoji od 3 leta, ta četvrta vibracija, vaša eterična, z 6-kratno svetovno hitrostjo krene, tako kot duša, in seveda si polišči cilj. In jaz sem takrat že imel kontakte 2-3 mesece in seveda pol zaželjal si to narediti. Nekaj noči mi je, 2 noči zapored, da sem šel na Plovilo, tam sem spoznal Twin Flame, to je bila navigatorka prej v federaciji, ko smo bili skupaj, in pa kasneje še samega povednika Zoltara, ko sem prišel na Plovilo. Torej, Zolite je organiziran enako kot Zemlja, 26 nivojev, ima cirka 80 000 podatke in ti nivoji so organizirani po funkcijah. Od senatorjev, ki imajo svoj nivo, imajo potem še za bivanje, za rekreacijo, imate restauracije, to je 5 zvezdic, vse in više, slabšega ne poznajo, kjer moram reči, nam so res dali tudi noje reptili, in seveda oni živijo po teh standardih, so samozavestni, so zravnani, nikoli se niso v obupu, v agoniji, vedno so prijazni. Jaz čim sem se pojavil, so nastopni 3 karati, pa so mi verjetno prvi videli. In sem samo rekel, da me zanima to, pa pogresko. Takoj sem dobil spremstvo in seveda sem videl to, kaj sem želel. Zdaj nam bodo ti domovi, da bomo začeli razpravljati. Domovi? Zdaj, če ste čakali dolgo, ne bomo na glavo. Če boste pa prehod prej opravili, pa vas to sploh ne radi skrbeti. Ker se bo vse skupaj sesedlo. Zemlja bo dobesedno odvrgla zunanji plašč. To je 3D hologram. To je drakonska matrika, ki smo jo dobili po potonu Atlantide. Ko je Zemlja v bistvu potonila v temo, naša družina je pa takrat rekla, Zemlja bo v karanteni. Ta karantena poteče letos samo zdaj, 21. decembra. Ko bodo dovoljeni v bistvu tujci organizaciji. Prej niste. Vprašala, kaj se ve, koliko je bošlo decembra, že 4D, če pa date? 50% plus minus 5%. Že 50% ljudi? Plus minus 5%. Točno se. Ja. Različno po državah. Jaz sem rekel, veliko sip bo na Kitajskem, zelo majhno pa vidi. V ZDA bo kar veliko sip tudi, ker so srce rekli. Decembra, jaz sem prišla decembra letos. Ne veste. A ne veste, to Ne, sem in prišla. poksto. Samo mi, kako bomo to naredili. Vsip je še potem kasneje. Ja, v naslednjih mesecih bo se smrtnost povečala, najprej se bodo napolnile zvašnice, bolnice, pol bo že vsem znano. Ker zdaj, ko bo kabala padla, se bo mediji razpisali. Zdaj ne morejo. Takrat boste vi vsak dan nekaj več vedeli. Vse komunikacije padne. Ja, ne bojo se še kabala bo prej postavljena. Kabala namerava postavljena zdaj, da ne več. Teh 2100 agentov gara, da te baze čistijo, z njimi se dobesedno bojujejo. Sirijo 2 bitja, se pa ne predaja, humanoide, trioniste, šite, vse za ljudi. Jih je bilo cirka 6000. Medtem ko 4300 Sirijo 2 biti človeških reptilov, so strašni reptili. Zato še ta. To so taki kardinali. Ne, to so drakoni. To so ljudje, ki so jim duše menjali. Bog in duše, pomeni, da bodo te duše v drugem valu odstranjeni čiste so. To ne bo ostalo. Niti taki ljudje ne bi prenesli te frekvence, ker jim začeli molekule, da se mi ne telo pravi to. Ni tako živo. Svake ne? Drakoni. Oba črni. Celi Vatikan ima dražne duše, ker ne morejo biti samo postavljeni. Predhodno prednost, zato že pripravlja in duša zamenja. Gre za 10-sekundno uspavanje, nič ne boli in zdaj, ko duša pristi že pusti, oni imajo za kontejner energetiki akumulirane njihove duše, ki so dragonske, imajo tehnologijo in na usta vam dajo in spustijo. Potem se zgodite. Ne veste nič. Potem vam povejo. Ki so na svojem zvezdi. Duša vedno. Razen tiste, ko so imele probleme, so ostale v filtru, ki mu rečemo astrali, ki pa ni našla filtr, so umestili med tretjo vibracijo v med četvrto. In je zelo nevarno. In se tam giba. Ja, to so gosti. Pa polno je bilo. Je možno, da ti piša v, ne nazaj, pa da se nekdo zbudi. Da ga prav vidiš. Ja, zdaj težko. Zdaj, če je še pa pustila, če je
šla izven stratosfere, ne. Dokler še pa tu, in se še gibajo, tako tam, nista še lahko. Tudi ene se še vrnila. Vse se lahko stoji, pa še ne. Medicina se to težko. Če se spada telesa, takega, ker bo molekule začele razpadati, ker frekvenca jih bo... Neko še v kodu zagotovil, prvo še več dolje. Ja, ni rešitev, oni to vejo. Kaj to velja tudi za te, ki so na tisti ladji, ki so zbrani, Kateri ladji? te, ki je bilo zajeto pač te biografije, te ladji. Ne, tisti so naštiri vibrati in to taki, da jih ohranjajo v življenju. So v nekem priporu, ki je za nas kot hotel, Švica ima 2 leta zapore, tam je še nekaj. So pa priprti energetsko vklenjeni in ne morejo nikamor. In so se vdali. In jih je cirka dobrih 80,000, ki so jih tu pobrali. Lani pa leto. In kam grejo? Toliko teh biti je upravljalo z nami. Ali bodo tisti sortirali kamograma na druge 3D ljudje, ki bodo tu stari, imajo več variantov. Ta fizična smrt je vsem znana. Jezus je naredil eno višjo varianto. Vstajenje od mrtvih, rezurekcija obstaja. To znanje imamo. Po 2 dneh se zavest zbudi in dvigneš telo. To je naredil on. In si je potem seveda z vibracijo odprl portal, prišel se še pokazati, potem je šel pa do Marije Magdalene, njegove twin flame, ne? In sta šla seveda na skrivaj tam ven, sta spet spustila frekvenco in še do 83. leta je živel v Masadi, jugovzhodno od Jeruzalema. Imela sta 2 otroka, Sava in Jakoba. To so merodinčna družina. Lady Diana Ganipova. To so vse te ženske so pobijale. So pa prej rojevale otroke, ker imajo dober genetski. To je sirijansko-trojadanski genetska kombinacija in pa je najboljša na zemlji. Jezusa so po scenariju pripeljali na planet, cilj ostala civilizacija, to vlad z plodinom, kot dušo, ker strani se vnuje in so nekako vodili Sirijanko Marijo, ki je bila na viziji, da bo pač to sprejela, in so implementirali seveda vse skupaj skozi tokovnico, bila brez nadežni, naših Marij, to za njih ni problem. In seveda Jezus, ko se je bil hitro odstranjen tudi iz tega okolja, ker je šel na učenje in na 4 leti ga samo tudi z njim. Tam je bil do svojega 23. leta starosti. Pol je malo potoval, tudi Egiptu, ampak vmes je še nabilo znanja, bil je pa že inkarniran kot mojster 7. žarka Siriusa. Da je imel vso to znanje, ki se vzajemno stavljeno. In vse to vero in je res super refile in vse. In se z njimi pogaja 2-krat v Londonu, z Windsor je celo in 2-krat v Senatu. In to, ko se vidi, kako on to pozna in da je nevarno, ker je resnično umrl, ena se je po 2 dni zgodil. Zapestnih križa. To je bil je pa bil to namen jezuitov Vatikana kot opozorilo človeštvo, ne, in seveda pol so to, če nič, implementirali v kasneje. Jezus na načelu predstavlja trpljenje, ne, Jezus, ki pa prosto hodi, obstajajo tudi taki kipi, to je pa prosto. Tisti, ki vsi sevajo, močno. Ko pregledajo pri Domančiču, še da Ljubljano, ne, in je tisti, ki je roko krvar. Bili pa naravni. Boljše je, da če Politike ne bo. če ne rabite, če rabite, preživeti vsaj toliko, ker potem bo dejansko postala vedno manj pomembna. Ničemo za to? Tudi vam ne bo prijetno. Zdaj Dino, če smo se pogajali z zlatom pri kakih patitih, ko bo bande, ko bo preprodajali, potem bi zlato nam to kupili. To je možno.
naj bi se že maja, da bi priložen, naj bi se julija, da bi priložen, naj bi se septembra, da bi priložen, zdaj pa imajo zadnje variante 14. decembra, da bi preprečili tih frekvenc, da bi spravili ljudi pa. Kaj bi zdaj da bi ljudi nakrivali? Ampak če pa vem, 14. decembra bi zdaj se nekako eliminacijska informacija je, da bi naj naredili kolarski sistem. Torej pade z dolara. Kaj tudi nekaj lažne napade? To jim ne bo uspelo, ker ne bo predobro nadzoruje Galaktična federacija, so pa možni to narediti s hologrami škarkom. To pa ja. In temu ne nakirati, kako je na njegu videti. To je lažno. 60% teh svetlobnih krogov, ki se jih videla po svetu, je bilo karta. Torej se ne bomo hodili, da ne zvejo. Pač ne, ništa, ne? Da se potovali. On bo razkazali luno, če to bo tak pač. Če to nam reče? No, recimo, pač te planete, to bo lahko staviti. Te zakonske ladje, ki bodo prve tu prejme vsaka okrog 150 ljudi. Dalje bodo na vsak kontinent ene. In to veste to. Tam bo vse mirno, niče se ne pretego. Pa niče podkupoval. Bože, obstaja kruh. Kdo? Kruh. Kruh? Ja. Kakšen kruh? Ja, ki ne bojo bilo, da ne bo kruhov dal. Ja, bolj niči se to, Bomo uživali v ne glasbi. bo te industrije, ne bo te slovil, vozila avionov, ne? Nič. To ja. Kaj pa z glasbo? Učim, če boste vi udala, stalno hrana, pa že vedno bo še vedno korupcija. NASA bo največ ljudi zapravo. Tisti, ki misli. Ste polovili. Ne, to je drug hologram, ki že čaka pod filmom, že obstaja, čaka pripravljen in 21. december pomeni konec 3D holograma. Iluminati so poslali letos vozilo svetlobno, ki bi naj prebilo to, da se zaleteli v njega. Ne more ni stopati 4D hologram za 3D bitja. A to je tisto sveti, da lagajo naprej pa zdaj, ampak od 21. da bude, pa sve, ne gre. Ne gre. 3D bitja nimajo stopati 4D hologram, noben. Se pravi, tam nas čaka, tako bi rekel, kompletna nova zadeva. Kompletno nov hologram, novo okolje. Zemlja bo spremenjen, v resnem smislu, da bo imela auro, ki bo sijala, če bi gledal se svoje, kar zdaj nima. Malo bo večja, malo bo izkladijala, malo se bo kontinenti oddaljili, pa se bo tu spremenili zaradi razlitja voda. To je najboljši čas, ko bo tak krizno. To je jaz osebno sem to naredil. Tisti zdaj nočejo to poslušati, se strah, ali pa se norca delajo, da smehuje. To je strah, mislim. Samo pred tem, da... Strah pa vedno, strah je proizvod nekega procesa, verjetno oni sebi do uma in še ni prišlo, njihove duše niso prividne za prehod. Um izraža strah. Ko bo pa tu prišlo do tega, bomo pa padli konec. No, veste, zdaj to 23 cirka dni, oziroma 23 dni do tega. Jaz vse tiste, ki poznam, razen par tule, ko nas je, to ni 50%, to je 99%. A ti hitri so bili zbudni, si da čaka? Že v 9-dnevnem ciklusu velikega portala, se bo Marca zgodila največ pa 22, 25, 24. To bo kaj imamo že, To pred Božičem bo največja budnica. Marci kdo bo gledal svojo srečo, kaj sem povedal, to sploh nabavil, kaj? Ker to ni naše. Jezusa so prepeljali na zemljo leta 2. On je bil rojen 16. februarja leta 2, ker je prej 2 leti Herod pobijal vse moške dojenčke. In Sirijanci so modro počakali s tem smehom. To so to naredili. Tako da, 16. februarja leto 2 je vrstno datum Jezusa. Božič je izmišljen, to je delo jezuitov sami. S tem so nas držali. Je pa to lepo, vredno to razumem, ima se to nagrado. Ampak tam tega ni več. Ja, za najbolj podobne, to bodo predvsem še tisti ostanki reptilov, pa določenega svoje ljudi, nekaj procentov, vse predvideva izničenje
svojim energijam in ne bo pustil več inkarnacij. Kako dolgo, ne vem, mogoče večno, ne vem. To se bo zdaj zgodilo za njeno veka več. To je zdaj stvarstva, to niti te civilizacije tem ne sletajo nabavlja. Ampak ta podatek se pa zdaj. Za neke sigurno vejo, ja. Za mnoge, ne. Najbolj pač poudarjajo te jezuite, ne. Tu je gnezdo reptilov, ne, to je poveljstvo, pa te predvsem v Ameriki, te znane. Bushe, Clintone, Rothschilde. Nimamo takih reptilov. Imamo pa njihove dostopnike, agente pa hlapce. To so pa zdaj pokazali tudi s policijo, pa vsemi dobro nekaj. To so v bistvu proti nam, ne. Zato je. Ne delajo za nas, tako se predstavljajo. Proti nam delajo. To je logično. Če se ne naša volja sodila, dobimo soglas. Pa se bodo nam dogajali kakšni preboji, zdaj, mislim, 4 let, pa počnejajo na videl nekaj. Ja, kakšne stike biblijski se znajo, nas jih komu tudi pojavljati. Ja, to je zdaj individualno, ne. Koliko je kdo že pripravljen. Jaz že dobivam tudi kakve slike, se že vidim, neka določena okolja. Pa si predstavljam, da to lahko pripravljam. Ne, budne stanje tudi. Jaz sem sedel na sedežni, pa mi pride. Kar sam, naenkrat, bil sem pa v mirnem stanju, umirjen, ne, mi sklopiš, tako to lahko pride. Lahko se mesti, jaz sem sam mesto. Zor pa maka mit, pa lahko gre tudi kam. Mesti bo teže preživeti. Saj ne samo to, gledajte, mesto, infrastrukturo, na to ste vezani. In to bo vse odpovedal. V hiši se človek lažje znajde, ne? Sigurno. Kak se kdo čuti? Jaz se čutim, da bom tu, ne? Ministra. Zdaj mogoče pa mnogi ne. Zdaj si nazad na alkohol pil. Kavo, leto pa pol, meso, 5 let skoraj. Ne, nima. A je kak problem, če kaj piješ, da te frekvence? Ne, takrat niste delali. Koliko je da nekaj? Tu si znate inkarnacijo za pot. Ne, kulim kuča, zdaj, to je ne, kavo ni problem, ne, ampak alkohol pa znavi, slom zgani način. Ja, ni tak problem. Ti si dan, veš kakšne, ne? Ne prezirava. Se pravi, ti moraš biti domač povedano 21, da že moraš biti fajn živim, da lahko So vas slušno, recimo, to slaže, bo bolj ena vrsta. Ja, Pokaj pa? Dela. če ne voj te. Pa hoče, nismo slišali, kaj je bilo. Se popravo, to je že slišno. Bravo. Nobenih skupin ne rabimo. Nobenih. Nič. Razen družine. Nič. Nobene, one bo propadlo. Vse bo propadlo. Ker to ni naše. To so nam izvoljena bitja umestila skozi vse, kar imamo. To je vse za nas balak, kložna. Ne rabimo mi nič, imamo vse to. Radimo samo potem, da se združimo kasneje z našo družino. Mene zanima različno podavanje vlogi znanje. Kaj je? To je pa kanalizirano preko piramide tele spiritualne hierarhije, a s tem se jaz ne bavim. Kanalizirana sporočila ne pa upam. Ker so motena vedno z